Torej, danes bi tako na kratko malo povedal o električnih sitih. Zdaj, radioamaterji so se verjetno že malo s tem ukvarjali, s teorijo signalov, pa kaj takega, nekateri ste tudi elektrotehniko študirali, ne? Tako da veste, da signale delimo v dve veliki skupini, ne? To je zelo pomembna delitev. Se pravi, signale delimo na želene signale, pa na neželene signale, ne? In električna sita so tista, ki nam pomagajo, da ločimo ene od drugih, tako da dobimo samo naše želene signale, nezaželenih pa ne dobimo. Zdaj, moja, bi rekel, kariera s temi siti je precej dolgotrajna in hecna, ne. Prvič sem se srečal s tem, ko je moj oče delal kratkovalovne sprejemnike, tako za hobi, ne, on je bil po duši radioamater, čeprav znaka nikoli ni imel, ampak sta z bratom že tam v drugi svetovni vojni poskušala delati zveze na 400 MHz. No, in ko sem bil pa jaz mal, je pa on delal kratkovalovne sprejemnike in se je mučil z medfrekvenčnim filtrom, ne, je želel narediti medfrekvenčni filtr s 3 krogi in mu nikakor ni uspelo, ne. To je bilo prvič, da sem se srečal. Potem tam na koncu osnovne šole sem začel sam lotati in takrat še bolj na audio področju, ampak je bilo treba že tudi kakšen filter narediti, ne, in sem jaz to gledal potem po revijah, šeme za filtre, ne, in sem gledal, ko je pisalo Butterworth filter, pa če bi šel filtra, šeme sta bile enake, ne, pa ni bilo nič več jasno, ne, kako je zdaj to, zakaj ta Butterworth unije, pa če bi šel, čeprav sta bili šemi identični. Seveda, takrat sem mislil, da so vrednosti kondenzatorjev pa špulj že enolično določene s frekvenco, ne, in nisem vedel, da obstajajo še druge stopnje svobode, ne. No, želel sem se pa to naučiti in sem rekel, se bo treba opisati na elektrofaks, ne, da se bomo tega naučili. No, in v prvem letniku, takoj še kot bruc, sem tekel kaj v skriptarno in sem rekel, če imajo kakšne literaturo v filtrih, in mi je dala tista gospa dve take debele špehe od profesorja Grigeka, ne. In sem se jaz na veliko vrgel v tisto, ko po 300 straneh nekih enačb, ne, se je nekako pojavila prva šema filtra, ne. Ampak tisti filtr je bilo polovico elementov, so bili idealni transformatorji, pa še tako za začimbo kakšen girator zraven, ne. In sem rekel, kuj, to je pa nekaj zelo hudega, ne, to pa res se ne bom nikoli uspel jaz tega naučiti, kako se filter naredi, ne. In tudi moram priznati, da sem tukaj diplomiral na faksu, brez da bi se naučil, kako se filter izračuna, ne. No, seveda, potem gre pa človek v službo in je heca konc in je treba zares kakšen filter izračunati. In sem pač moral sam poiskati po literaturi, po knjižnicah, takrat se je še to hodil po knjižnicah, ni bilo weba, ne, in sem našel in sem bil zelo presenečen, ne. Ker sem gotovo, da to je v bistvu kuharski recept, ne, kuharski recept, ki ga bi jaz že komot v gimnaziji lahko uporabil za to, da bi izračunal filter, ne, samo nekako mi ni uspelo na celem faksu priti do tega kuharskega recepta. No, torej, pojdimo malo pogledati, kako tole gre. To verjetno vsi poznate, ne, se pravi, imamo pač nekaj vrst teh električnih sit, nizko propustno, visoko propustno in to. S tem se ne bi preveč ukvarjal. Tole so pač idealne oblike teh odzivov, ne. Če pogledam nizko propustno, seveda za nizke frekvence ima ojačanje 1, bi rekli, ne, in potem za one višje frekvence ima ojačanje 0, ne, to bi bilo idealno, če bi bilo tako. Še to moram upozoriti, v literaturi včasih najdete obrnjeno sliko, ne, rišejo slabljenje sita, ne, pa je pol, če je večje slabljenje, črta bolj gor, ne, ampak to verjetno lahko naredijo samo teoretiki, ki še nikoli niso imeli upravka z analizatorjem vezi, ne, normalno vedno, če je več signala, je črta više, ne. Tukaj pogledamo, ojačanje je pač gor, če filter propušča je 1, ko zapre je 0. No, ampak tega seveda ni možno narediti v praksi, ne. In zato se pač poskušamo približati tej obliki in naredimo določene kompromise. Zdaj, možni so različni kompromisi, ne, to je tisto, kar sem prej rekel, ne, Butterworth, pa če bi šel, pa tako dalje, ne, to so samo različne oblike aproksimacije te naše idealne krivulje. Če pogledamo, ne, Butterworth je tale maksimalno gladka, nima nobenih kravžočkov, ne, ampak pa sprejmemo še en kompromis, pa rečemo, bomo pa mi žrtvovali ravnost te naše karakteristike za to, da dobimo, da dobimo strmejšo, tole, bi rekel, kjer filtr veže, ne.
se sprijaznimo s kravžljčki v prepustnem pasu. Še bolj večji kompromis je recimo polieliptični filter, ki ima kravžljčke in prepustnem in zapornem pasu. Pa potem imamo obrnjen Čebišev filter, ki ima pa samo v zapornem pasu kravžljčke. To v glavnem, ta imena pridajo od matematičnih funkcij, ki stojijo zadaj, se pravi Čebiševi polinomi in podobne stvari, eliptični polinomi. Ampak to za nas dalje ni zanimivo. V glavnem 90% sit, ki sem jih jaz zdaj naredil, je tega tipa Čebišev prvi tip. Je en tak, bi rekel, najbolj primeren kompromis, pa tudi preprost za izdelati. Tako da 90% v primerih so jaz uporabljam takšnega. No, če pa se zdaj pogledamo še, kako lahko razdelimo ta sita, vidimo, da to je, bi rekel, o električnih sitih bi lahko naredil predmet za en semester, pa ne bi zmanjkali tem. Zato se bom jaz danes omejil na eno konkretno vrsto sit, to so LC sitra iz špulc in kondenzatorjev. Se pravi, če gledamo, kam spadajo v tej šemi, to so električna sita, analogna, pasivna, podmnožica so ta LC sita, ki se potem dalje delijo na visoko propustna, nizko propustna, Čebiševa, Butterworthova. Torej, zakaj sem si izbral ta LC sita? LC sita so fina, ker so preprosta. Zakaj pa rabimo prav kondenzatorje in špulce? Zato, da naredimo mi naše sito, rabimo neke elemente, ki nam vnesejo časovno odvisnost v našo stvar. Se pravi, elemente, ki imajo nek spomin, upor ga nima. Upor vsak trenutek, ko spreminjamo napetost na njemu, tako se bo tok na njemu spreminjal. Pri špuli pa vemo, da je tok, ima neko vztrajnost, se ne more kar hitro spremeniti, ali pa pri kondenzatorju se napetost ne more hitro spremeniti. Idealni kondenzatorji pa špulce so brez izgub, tudi ne bomo trošili energije brez veze v našem situ. Pa če jih povežemo v sabo kapacitivnost in špulco, dobimo pa nehajni krog, ki nam omogoča izdelavo pasovnih sit. No, zdaj smo rekli, LPC sta brez izgub, torej, kaj se bo zgodilo z energijo na tem našem situ. V situ se ne more potrošiti, se pravi, če jaz prepovem določenemu signalu, da gre skozi filter, vse, kar se lahko stori, je to, da se odbije na vhodu. Torej, takšna brezizgubna sita bojo v zapornem pasu predstavljala veliko odbojnost, kar je lahko težava s kakšnimi večevalci, ki ne bojo stabilni. Tudi tisti kravžljčki, ki jih imamo pri Čebiševu, so v resnici odbojnost. Zato se vedno splača pri situ pogledati tudi odbojnost, ne samo tale njegov propustni, bi rekel, prenosno funkcijo, ki je tudi odličen indikator, kot bom poznaj pokazal pri uglaševanju sitk in pri podobnih postopkih. Ok, zdaj si pa pogledamo nekaj najpreprostejših možnih sit, ki jih lahko naredimo. Vtaknemo en kondenzator. Vemo, da pač kondenzator ne bo prepuščal visoke frekvence, ampak kako bo to izgledalo? Do ene frekvence bo prepuščalo, pa to frekvenco bo pa padalo. Zdaj vidimo seveda večji kondenzator, ki damo do nižjih frekvenc, bomo šli. In to je sito prvega reda, se pravi, ima en tak reaktivni element, kot se temu reče, kondenzator ali špulco, zato je strmina 6 decibelov na oktavo ali pa 20 decibelov na dekado. Vidimo tukaj, recimo od tukaj do tukaj, tole je 20 decibelov, to je pa ena dekada, ker je to logaritmska skala. Zdaj ta log skala je fina zato, ker dobimo take ravne črte pri teh sitih. 3 dB frekvenca je takrat, ko je polovica moči na tem uporu, se pravi, moč gre s kvadratom napetosti, se pravi takrat, ko je 1/2 napetost, ko sta v bistvu enaki napetosti na kondenzatorju pa na uporu. Ampak to ne pomeni, da sta polovica, ker se seštevata takole, ampak sta tako, pač. Podobno lahko damo tuljavco gor, pa dobimo nizko propustno sito. Spet vidimo, da do neke frekvence prepušča, potem pa začne zapirati. Če je to en element, takšen je to 6 decibelov na oktavo oziroma 20 na dekado.
večja induktivnost, nižja je ta neškod, kjer se začne to rezati frekvenco. No, ampak če pogledamo, kaj v resnici je tole naše sito, enostavno je nekakšen uporovni, mislim, nekakšen impedančni delilnik, oziroma uporovni, ne, se pravi, imamo delitelj napetosti tukaj. To pa vemo, da je takrat v bistvu tale napetost odvisna od obeh elementov, ne samo od tega, ampak tudi od tega, ne. Kaj to pomeni? Pri naših sitih bo vedno karakteristika odvisna tudi od zaključne impedance. Če si pogledamo to na drugi slikci, recimo tukaj vidimo, pustimo špulo enako, pa spreminjamo tole obremenilno upornost. Vidimo, dobimo v bistvu enak pojav kot tam, se pravi, za tako enostavno sito je karakteristika enako močno odvisna od obremenitve kot od samega elementa v situ, ne. Kaj to pomeni? Ja, ko bomo projektirali sito, moramo projektirati sito za točno to pravo impedanco, se pravi za neko določeno impedanco. In drugič, če sita ne bomo zaključili s tisto impedanco, za katero je izračunan, lahko dobimo precej drugačno karakteristiko, kot smo mi pri računu jo hoteli doseči. No, potem lahko malo dodamo še kakšen element v naše sito, ne, torej rečemo, ne bomo samo dali tuljavce, bomo dali še en kondenzator, da bomo pospešili tole padanje s frekvenco, ne. To je zdaj sito drugega reda, 2x po 6 deci na oktavo, se pravi, tukaj gremo 40 deci na dekado oziroma 12 deci na oktavo. Opazimo pa še eno stvar. Zelo različne oblike dobimo v odvisnosti od razmerja tele tuljavca in kondenzatorja, ne. Torej, pri tem situ drugega reda pa že lahko imamo te različne odzive, Butterworthov ali pa Čebišev ali pa podobno, ne. To pri Hunem enojnem še ni bilo, tukaj pa že lahko izbiramo tudi to, ali bomo tukaj si privoščili malo kukla, pa bomo zato dobili hitrejše padanje, vsaj na začetku, ne, ali pa hočemo najbolj gladko krivuljo, ne. No, pri tale, vidite, je že zelo izven vseh teh smiselnih aproksimacij, ne, ker vidimo, da en element zagrab tukaj, pa je tukaj pol tisto sito prvega reda, ta drugi element pa zagrab tukaj, ko se krivulja še enkrat prelom, ne. Torej, ko bomo projektirali glede na to našo impedanco, bo treba pravilno izbrati ne samo, bi rekel, absolutno vrednost teh komponent, ampak bojo morali biti tudi med seboj oglašene, da bosta oba v bistvu istočasno zagrabila, tako da bomo dobili lepo karakteristiko, ki bo takoj začela padati z tisto strmino, ki ustreza redu sita, ne. Na drugi strani lahko naredimo celo tako, da dobimo malo preuspona, pa še hitrejše odrežemo, ne. Tukaj vidimo, tudi se že pojavlja malo rezonančnega pojava, ne. Drug način, na katerega to lahko gledamo, je kot kvaliteta, ne. Se pravi, tukaj imamo v bistvu že nek zametek nihajnega kroga, ta upor ga pa obremenjuje, ne. In zdaj, če ga ta upor ne obremenjuje veliko, bo začel ta nihajni krog že dobivati malo rezonance, ne. Če pa s tem hudo obremenim, pa ne bo niti sledu od rezonance, ne, bomo dobili tako čisto pohlevno krivuljo. No, še enkrat, da pokažemo, kako nam tukaj tudi breme vpliva, ne. Evo, tukaj pustim enak kondenzator in tuljavcev, spreminjam pa tole obremenitev, ne, spet dobim, evo, različne oblike tega odziva, ne. Samo glede na breme. Če močna obremenitev, evo, se mi spet razdvojita, bi rekel, točki, kjer prima ta špulca pa kondenzator, ne, imam en prevoj tukaj, pa en prevoj tukaj, ne, vmes imam pa sito prvega reda, ne. In če imam majhno obremenitev, dobim pa rezonanco, ne, bi rekel, je bolj Čebišev filter, ne, čeprav z zelo hudo valovitostjo tukaj. Torej, zdaj smo videli, ne, da ni kar tako, da bi izbral nek kondenzator pa špulco, ampak je dobro vnaprej malo vedeti, kako se bomo pa mi lotili tega izračuna, ne. Zdaj, ta kuharski recept, o katerem sem prej govoril, ne, izgleda približno tako. Pogledamo v tabele, včasih ni bilo računalnikov, so bile tabele, ne, ker imamo v tabelah normirane vrednosti elementov za razne vrste teh filtrov, ne. Tiste, kaj pomeni normirane vrednosti, pomeni vrednosti, ki so za filter, ki je režen na frekvenci 1 Hz in ki je narejen za impedanco 1 ohm, ne. In ko vzamemo te vrednosti iz tabele,
jih potem samo še ustrezno pomnožimo in zdelimo, tako da dobimo sito na tisti frekvenci, ki ga hočemo, ne. Dobro. Ampak danes imamo na voljo kup različnih programov, ki nam to zračunajo, ne, torej brez veze, da se mi matramo s tistim računanjem, niti tabele ne rabimo, ker lahko program lahko zračuna v bistvu iz tiste matematike, ki sem prej rekel, ne, iz tistih polinomov, že sam vrednosti nam jih preračuna na neko željeno vrednost frekvence in impedance. To je en tak programček, ki sem ga jaz napisal pred mnogimi leti še na 8-bitnem računalničku, v mojem prvem mlinčku, ne. Evo, pa ga imam še danes, da mi izračuna kakšno tako sito. Dobite pa tega na webu, kakor hočete raznih teh programov za račune. Torej, pač vidimo vprašati, ali hočem nizko propustno, visoko propustno, pasovno ali pasovno zaporno. Potem me vpraša, ali hočem Butterworth ali Čebyševa, potem me vpraša red. Red cedila je, koliko je teh reaktivnih elementov noter špulc pa kondenzatorjev, ne. Seveda, če so pravilno vezani. Za Čebyšev, ne, tak je na vrh kravžljam, moram povedati, koliko tistih kravžljčkov dovolim, ne. Najbolj tipična vrednost je desetinko decibela, da dovolim, ne. Zakaj je to važno? Kot sem prej povedal, pri brezizgubnem filtru te kravžljčki mi v resnici pomenijo slabšo prilagoditev, ne. Če bi jaz vzel tukaj pol decibela kravžljčkov, bi imel jaz v prepustnem pasu že zelo grde, bi rekel, odbojnosti, ne. Tako da desetinka decibela nekje pomeni 16 decibelov prilagoditve, tam, ker so vnit pukački, ne. Povem frekvenco in impedanco, pa še potem povem T ali pi izvedbo, to je tisto, je najprej serijski element, pa pol dol, pa pol serijski, ali pa je najprej na maso, pa serijski, pa na maso, ne. In mi on izpljune neke vrednosti elementov. No, te vrednosti seveda so daleč od standardnih, mislim, ponovadi padajo daleč od standardnih vrednosti, ker te elemente mi lahko kupimo po teh lestvicah E12, E24, ne. Tukaj pa dobim vrednost recimo 304 nanohenrija, ne. To je recimo nekaj na pol poti med 270, ki jo dobim v štacuni, pa med 330, ki jo dobim v štacuni, ne. Torej, kaj bom zdaj naredil? Ja, probal bom vzeti najbližje vrednosti, ki jih dobim v štacuni, pa potem pogledati, kaj se v resnici zgodi. No, tukaj recimo imam primer, ne, evo, tole 146, to je zelo blizu, tukaj lahko mirno dam 150 pikofaradov, pa se ne bojim, da bo kaj narobe, ne, ampak te špulce so pa malo daleč, ki je treba spremeniti. No, in sem tu dal dva primera, ne. Vzel sem špulce, bi rekel, eno številko večje, se pravi namesto 304, 330, pa namesto 524, 560, pa vzel sem eno številko manjše, se pravi namesto 304, 270, pa namesto 524, 470, ne. In kaj vidim? Ja, v glavnem mi premakne samo frekvenco malo, ne. Ne povzroči kakšnih velikih težav tukaj v prepustnem pasu, torej si komot lahko privoščam uporabiti take elemente, brez da bi povzročil neke hude stvari, premakne se mi pa malo frekvenca, ne. Malo, ne, tako da v tem log morilu, kot smo prej risali, skoraj se ne vidi razlike, moram jaz povečati tale del okrog mejne frekvence, da sploh vidim to, ne. No, tipično je, kondenzatorje vzamemo tiste, ki dobimo štacun, špulce pa take, ki imajo malo jedra za uglaševati, ne, pa bomo potem lahko, ali pa če sami navijamo špulce vedno lahko naredimo na poljubno induktivnost, si sami navijamo, ne, ali pa uporabljamo one, ki se podešavajo, ne, tako da vidim, da to ni tak problem, da če grem na standardne vrednosti elementov, še vedno lahko dobim precej v redu sito. No, pa pogledamo zdaj še pasovna sita. Pravimo zaporedni nihajni krog, ne. In spreminjamo razmerje med špulcem in kondenzatorjem, ne. Frekvenco nam določa produkt LC, ne, saj vemo, tista formula za frekvenco je 1 deljeno z 2 pi koren iz L krat C, ne. Torej, produkt L krat C nam določa, na kateri frekvenci bomo imeli resonanco, razmerje med njima pa določa nekaj drugega, ne, pa vidimo, tukaj mi določa širino tega sita, ne. Kaj zdaj to pomeni? Širina sita je odvisna v bistvu od kvalitete celega vezja, tako imenega Q-faktorja. Zdaj, tale vremenski upor mi pravzaprav kvari Q-faktor tele špulce, ne. In odvisno je, koliko energije je shranjene v krogu proti energiji, ki jo potrošim v vsakem ciklu. Torej, v enem ciklu
v nihajnem krogu je shranja neka energija, ki se gunca, ki niha pač v nihajnem krogu. In zdaj v vsakem ciklu mi pa tale upor nekaj te energije ukrade ven. Seveda temu se ne morem izogniti, jaz hočem imeti izhod na situ, da neke energije iz nekaj ven dobim. Torej, kako lahko poskrbim, da bo večja kvaliteta, da povečam pač količino energije, ki je shranjena tukaj noter v nihajnem krogu. V tem primeru moram praviti večji kondenzator, pa manjšo špulo in bo več energije shranjeno in bom dobil ostrejše sito, ker bo ta energija, ki jo v vsakem ciklu ven poberem, majhna v primerjavi s energijo, ki se gunca noter. Tako da vidimo, no še. Druga slika spet, da vidimo, da je to odvisno od tega bremena. Tukaj pa pustim enak nihajni krog, pa spreminjam tale upor bremenski. Vidim, če dam velik upor bremenski, a ne, to je še, pardon, to je naslednja. Na tele se spet naredil samo razliko to, da sem vzel paralelni nihajni krog, pa spet razmerje LC spreminjal. Vidimo, da je pojav enak. Zaprav tam, kjer imamo zelo majhen Q, bo spet si to razpadlo, tako kot smo prej videli, bo vsak element zase grabilo, tukaj nam grab špulca in tukaj nam grab kondenzator, vmes vam pa precej ploščatov. Če pa dam velik upor, da je majhna obremenitev, bo pa stvar zanihala, oziroma bo nihala, bom dobil rezonanco. No, to je ta prostornica, ki sem prej rekel, se pravi, da je ena mi nekako vam padla, ta prostornica izgleda pri teh programih, se vedno človek, no, ampak ni važno. Torej, poskusimo narediti bolj kompleksno sito, damo dva nihajna kroga, pa da vidimo, kaj se bo zgodilo. To je potem sito drugega reda, to moramo paziti, pri unih nizkopropustnem visokem redu je red bil enak kar številu špulc pa kondenzatorjev. Pri pasovnem situ je pa red enak številu LC krogov, se pravi številu parov. Tu imamo dva nihajna kroga, to je to sito drugega reda. Če pogledam. Če tukaj pogledam, to je, ko smo imeli sito prvega reda, ampak pasovno sito prvega reda. Ampak če pogledam strmina, tukaj daleč je, se vidim, da je sito prvega reda, ker mi pač pada 20 decibelov na dekado oziroma 6 decibelov na oktavo. Čeprav imam dva elementa, ampak ker eden je že spodaj, drugi zgoraj, je tukaj red, bi rekel, šele s številom parov, s številom nihajnih krogov. No, pri dveh nihajnih krogov, tako kot smo tam videli pri nizkopropustnem situ, šele ko smo imeli sito drugega reda, smo dobili izbiro, bomo delali gladko sito, bomo delali sito, ki je valovito. Tukaj je podobno. Na tej slikci spremenjam samo tale sklopni kondenzator. Vidimo, če imam švok sklop, če pri švok sklop sploh ne bom dobil kompletne energije na izhod, ne bo še enostavno šla skozi. Bo sicer zelo ostro sito, ampak bom dobil recimo minus 20 decibelov slabljenja. Zdaj, če pravilno izberem ta sklop, bom imel lepo ostro sito pa do vrha, če pa še povečam ta sklop, se mi bo pa vrh razcepil. To je ta znan pojav pri sklopljenih nihajnih krogih. Spet dobim potem valovito sito. Podobno, če bi spremenil breme, bi videl, da se mi spremenjala širina, ker bi se mi ta Q, to je tako imenovan Q obremenjenje, Q, ki ga določa breme, ki ga jaz namenoma priključim, ker imamo tudi Q neobremenjenje, ki je odvisen samo od elementov samih. No, sploh pri pasovnem situ je že precej več stvari treba uganiti pravilno, zato tudi tukaj uporabimo program, ki nam to zračuna. V glavnem postopek klasični je to, da najprej zračunamo nizkopropustno sito, pa ga potem transformiramo v pasovno sito. To je pač spet kuharski recept, postopek, ki ga najdete, to lahko pogledate. Na angleški Wikipediji je veliko tega razloženega, tako da ni problema. Pa če jaz uporabljam moj stari program Cedilo, povem vhodne podatke in mi izračuna elemente sita. Zdaj imamo podobne probleme kot prej. Dobimo nestandardne elemente, pa ne samo to.
Tudi vrednosti so včasih malo čudne, ne. Tukaj imamo 0,74 pikofarada, ne, pa imamo 1,62, 1,67 nanohenrija, to je malo, 0,7 pikofarada še dobimo, ampak 1,6 nanohenrija, to je pa milimeter pa pol žičke, ne, tako da to bi v praksi težko naredili. Čeprav ta filter sem zračunal na dvometrski band, ne, kljub temu dobim izredno majhno induktivnost tukaj, ne. In druga stvar je, ponovadi jaz želim te elemente imeti take, ki jih bom lahko oglaševal, ne, to je pa dobro, da imajo potem vsaj eno stran na masi, ne, zato ker če je v zraku, vsakič, ko sem bom približal, se bo spremenilo, ne, dobro je, da tak element, ki ga oglašujem z eno strani na masi, da ga lahko oglašujem. No, zato to si to preračunamo v drugačno obliko, ne. Obstaja tudi, recimo tam, tu moj programček te opiše, vpraša, kakšno obliko želiš, ne. Klasična je ta zgore, ne, ker pač zaporedne elemente zamenjamo z zaporednimi nihajnimi krogi, vzporedne elemente z vzporednimi nihajnimi krogi, ampak potem imamo tele gor v zraku, ne. No, kapacitivno sklopljeni nihajni krogi, imamo pa nihajne kroge vedno na tleh, oba elementa sta na masi, gor so pa samo sklopni kondenzatorji, ne. Dobro, vidno, še vedno imamo take špulce od 1,86 nanohenrija, torej bo treba še kakšno drugo zvijačo narediti, predno bomo zadovoljni, ne. No, tale izvedba, ne, s kapacitivno sklopljenih krog je uporabna predvsem za ožja sita, ne, ker pri večjih sitih postanejo te kondenzatorji večji. Imamo pa potem problem, da od vhoda na izhod obstaja pot skozi same kondenzatorje, zato pri višjih frekvencah bo slabenje slabo. Tukaj vidimo recimo primerjavo, modra je tale zgornja klasična oblika, ne, ki je lepo simetrična, ki dušenje raste na obe strani. Tale, vidim pa zgoraj slabše raste, ne. Tu še ni zgleda to kaj posebno hudo, ker je to pač, bi rekel, ozkopasovna slika, ne, sem povečal srednji del. Če bi pa to narisal v takem logaritmičnem diagramu kot prej, bi pa videl, da na zgornjih frekvencah to potem kar neha padati, ne, ki se kar poravna v bistvu, ker imamo samo nekakšne kapacitivne delivce, ne, ker če pogledam sito, kako vidim, kako se bo sito povnašalo pri zelo visoki frekvenci. Ja, pozabim, na špule pozabim, ne, kot da jih ni, ne, ker na zelo visoki frekvenci mi skozi špule ne bo tekel tok. In če pogledam, kaj imam, ko ostanejo kondenzatorji, imam dva takšna delilnika kondenzatorska, ne, ki sta v bistvu frekvenčno neodvisna. Zato pri zelo visokih frekvencah bom dobil neko konstantno slabljenje, ne bo več padalo. Ampak, kot pravim, za ozkopasovna sita, ker so tele kondelčki majhni, je to še dosti uporabna zadeva. Tam nekje do 50% pasovne širine lahko komot delamo na ta način, ne. Druga stvar, zakaj uporabljamo to obliko sita je, gor na visokih frekvencah, recimo nad 1 GHz, bomo sploh težko realizirali neke zaporedne nihajne kroge, ne. Tam na visokih frekvencah imamo vedno samo neke rezonatorje, ne, ki so kot nihajni krogi in na mikrovalovih smo pač več ali manj prisiljeni narediti sito v obliki sklopljenih rezonatorjev, ne, in takrat računamo na podoben način kot tole. Dobro, zdaj smo rekli, tam smo imeli take zelo neugodne vrednosti elementov. Kaj lahko naredimo? Ja, preračunamo si to na višjo impedanco, ne, zato da se one špule malo podaljšajo, ne. Torej, namesto 50 ohmov ga recimo računam na 800 ohmov. Seveda zdaj na vhodu pa izhodu moram potem poskrbeti za ustrezno prilagoditev, kar pa ni problem, ne. V tej izvedbi recimo, če delam si to na dvometrskem bandu, vedno lahko naredim tuljavo z odcepom oziroma dve zaporedni tuljavci, tako da mi je ta transformacija tukaj, ne. Se pravi, če imam tukaj 800 ohmov, to je 16 krat 50 ohmov, moram na četrtini narediti odcep, ne, zato ker impedanca gre s kvadratom napetosti, ne. Se pravi, če hočem tukaj dobiti 16 krat višjo impedanco, je dovolj, da naredim 4 krat višjo napetost, pa bo to, ne. Na ta način sem rešil problem neizvedljivih vrednosti elementov, da pač preračuna na višjo impedanco. No, ampak kot sem že prej omenil, ne, tile elementi niso idealni, ne, recimo tuljavce so narejene iz žice, ki ima upornost, sploh na visokih frekvencah je problem, ker tok teče samo čist po zunanji strani, po eni tenki plasti na površini žice, ne, temu se reče skin efekt ali krožni pojav. Zato imajo te špulce precej večjo upornost kot za enosmerno napetost, ne. No in to simuliram, to sem v glavnem delal vse
v simulaciji, te fajli sem jih dal na domačo stran, tako da vsakdo lahko si te fajle dol potegne, te simulacije doma poskusi, pa se igra, ne, pa spreminja te vrednosti uporčkov, pa tako dalje. No, torej, če vnesem izgube v vezje, ja, pač zgodi se neko slabljenje, zmanjša se mi signal, ne. Tukaj sem uporabil tuljave z izgubami, kateri kvaliteta je 100, kaj to pomeni, da je 100. Na frekvenci filtra to pomeni, da ima tale upor 1/100 reaktance te špulce. Se pravi, če ima ta špulca 100 ohmov, bi imel ta upor 1 ohm, bi je to potem kvaliteta 100. Temu se reče neobremenjena kvaliteta, ker to ni odvisno od bremena, to je odvisno od same špulce, sama po sebi ima ta Q, to je ta Q neobremenjenje. No in slabljenje sita je nekako odvisno od tega, kakšen želim jaz Q obremenjeni, proti temu, kakšen je Q neobremenjeni. Ker s tem, ko jaz določen širino sita, s tem od sita zahtevam neko kvaliteto. Ožje sito, ko zahtevam, večjo kvaliteto od njega zahtevam. In to razmerje med kvaliteto, ko sem kaj od sita zahteval, pa od tiste realne kvalitete, ki jih imajo elementi, je odvisno od potem slabljenja. To se recimo vidi na tele slikci, tukaj sem 3 različna sita računal, samo z različne širine 1, 5 pa 10 MHz. Pa dal sem izgube v kroge, pa vidimo, kaj se zgodi. Če jaz zahtevam zelo ozko sito, evo, mi bojo te izgube zelo precejšno izgubo v tem situ naredile. Zakaj? Ker s tem, ko sem jaz računal ozko sito, sem zahteval zelo velik Q. V bistvu s tem jaz zahtevam velik Q, ko računam sito za ozko pasovno širino. In v pripravi, recimo tukaj sem uporabil špulce, ne vem, koliko sem dal Q, verjetno gledko 100 kot prej, ja. Za tole pasovno širino je ta Q očitno že precej premejhen, imam že velike zgube. Vidim, za širša sita pa ni tak problem, širše, ko je sito, manjše imam zgube. In do neke mere, dokler ne presežem nekega zahtevnega Q-ja, so zgube še zmerne, ko pa presežem nek Q, ki je približno enak, tako od oka, če imam sito n-tega reda, recimo 3. reda, pa če sem zahteval, recimo, če imam 10 MHz širino sita, na 144 MHz, sem jaz zahteval nekaj okoli 14 tale Q, se pravi, tole relativna pasovna širina je 14. Je tista zahtevan Q je v resnici enak ta obremenjeni Q, krat število polov, krat 4 nekako. Torej, če imam jaz tukaj zahtevam Q14, pa 3 pole, je to 14 krat 12, je to tam nekje 120, 130, zato je to primerljivo s tem in še nimam velike izgube. Če sem pa zahteval sito širine 1 MHz, sem pa jaz zahteval že tukaj 144, potem še krat 3, pa krat 4, je pa to že, bi rekel, pretirano in te elementi ne zmorejo dati sita, ki imamo majhne izgube. Še vedno je lahko to uporabno sito, se ojačanje je pocen, pač nadomestim s kakšnim tranzistorjem, samo če porabim sito, ki bom dal na vhod pred predavečevalc, si pa tega ne morem provoščati, moram pa potem pač ali jeti na širše sito ali pa najdeti boljše te elementke. S čim je simulacija, s čim si delal tukaj? V začetka sem delal z Spiceom, pa sem je polna stara mašina, ker sem jo Spice sesula. Sem pa na to novi mašini, nisem bil čisto siguren, če bom lahko staro stvar prevedel, sem pa vzel ta QCS, ki je QUCS. Tako je pač v svetu open source, ne uporabljaš tisto, kar ti uspe prevesti. No, smo rekli, te elementi imajo pač svoje izgube. Ena stvar, recimo, ki jo za ta boljša sita, ta zahmašna sita uporabljamo, so zračni trimarji. Ampak tudi pri zračnih trimarjih moramo paziti, recimo, če jih kupimo na eBayu, včasih dobimo kakšna, ki sploh niso zračna, vidite, tukaj je plastika noter. Konkretno v takem 2-metrskem situ je imel s temile kondenzatorčki 1,5 deci izgube, s temi pa pol deci izgube. Tako da je kljub temu, da dober talek je, ima Q tam nekaj tisoč, če je dober zračni trimar, ampak taki izibajo so pa očitno lahko tudi precej slabši. Kako je zdaj pri tuljavah? Smo rekli, uporna žica nam zmanjšuje Q. Kako je z upornostjo žice? Se pravi, če gremo s frekvenco gor, reaktanca tuljave gre linearno gor s frekvenco,
Upornost se pa veča s korenom, ker debelina plasti pada s korenom, ne, tako da enaka špulca bo imela na višji frekvenci višji kum, ne, kar mogoče malo zveni kontraintuitivno, ampak dana tuljavca, taka zračna, seveda, če računamo še zgup v kakšnih feritih, ne, bo imela na višji frekvenci večjo kvaliteto. Dobro, to nam ne pomaga, kaj dosti, ker ponovadi mi za znano frekvenco računamo naš filter, ne. Moramo neke druge stvari najdeti, ki vplivajo. Vpliv števila uvojev, ne. Če povečam število uvojev, induktivnost v idealnem primeru bi rasla s kvadratom števila uvojev, ne, v resnici raste malo počasneje, ampak še vedno hitreje kot linearno. Upornost pa se veča linearno, ker je pač odvisna od dolžine žice, ne. Tako da, ko večam število uvojev zračne tuljave, se mi bo Q tudi večal, ne. Druga stvar je magnetnost polja, ki štrli ven iz špulce, ne. Če imam tako valjasto špulco, tole polje, ki je v špuli, pač ne more drugje priti nazaj, kot da gre tako naokrog, ne. Zdaj, če dam tako špulo v neko škatlo, bo tole polje trešlo v pleh in bo v njem induciralo vrtinčne tokove in bo imel izgube, ne. Se pravi, taka špulca moram dati jo malo večjo škatlico, ne, in moram pustiti prostora okoli, da lahko diha. Ali pa recimo, če se spomnite, unite mali cvišenčki, ki so imajo tak feriten zvonček gor preko špulce, ne, zato da magnetno polje spelje po feritu, tukaj, ne, recimo tukaj okoli feritni zvonček, da gre polje po feritu, da ne vidi tega pleha, ki je tukaj tako izraven, ne. Druga rešitev je pa toroidna špula, ne, ker v toroidni špuli pa mi polje peljemo takole lepo v krogih, ne, in v idealnem primeru zunaj nimamo polja, ne, seveda v realnem nekega pobegne tudi tukaj med uvoji ven, ampak vseeno je iz toroidne špule štrli mnogo manj polja, kot pa iz take špule, ne, zato je tam precej manj občutljiva na to, če jo damo v škatlo. No, pa še nekaj si pogledamo, recimo, če sem zračunal sito za neko frekvenco, recimo tole sito sem zračunal, zdaj ga pa jaz preglašujem, tako da spremenjam kondenzatorčke, ne, kaj se zgodi? Ja, ni samo to, da se bo preglasilo gor pa dol, ampak se bo spremenila tudi širina, pa tudi gor bo postalo valovito. Zakaj? Ja, s tem, ko jaz spremenjam tele kondenzatorje, v resnici spremenjam impedanco teh krogov, ne, in to pa potem ni več vse uglašeno z sklopnimi kondenzatorji pa s tole transformacijo, ne, se bo sito spremenilo, ne, ker če jaz te kondenzatorje povečam, da grem na nižjo frekvenco, kaj to pomeni? V primerjavi s temi bojo sklopni zdaj manjši in bo zato sito postalo ožje, ne. Pa tudi valovito se bo spremenila, ker je pač celo sito postalo malo bolj neuglašeno, ne. Tako da splača se računa za tisto frekvenco, ki jo res hočemo, ne, ker vzeti neko sito prej, ga bom jaz že preglasil z kondenzatorčki tja, ker ga rabim. Dobro, zdaj, kako se bo tem uglaševanja tazga sita, bi rekel, če imam na voljo inštrument, ki mi kaže to zdaj počasi postaje dostopno tudi radioamaterjem, če se jaz spomnim, naslednje predavanje je baš o eni taki zadevci. Kako uglašujem, ne, ko prvi klok uglasim in gledam pa prilagoditev na vhodu, ne, se pravi z reflektometrom to merim. Prvi klok pač vidim to njegovo rezonanco, ne. Ko drugega pripeljem, se spomnite tiste slike s sklopnimi krogi, se mi bo ta razcepla na dve, ne, v bistvu ta drugega mi ni treba premakniti, se bo sam umaknil. Ko pridem s ta drugim sem, se bo tale umaknil in dobim tako, ne, ko tretjega pripeljem, dobim tako, in če bi bilo naprej, dobim tako sliko s 4 cucalni, s 5 cucalni in tako dalje. Treba je pa videti, da je tukaj skala čist druga, ne, različna merila. Ta prva luknja bo zelo majhna. Zakaj? Zato, ker so vsi naslednji krogi razglašeni in energija nima kam jet, ne, zato dobim tako majhno odbojnost. Včasih je to tako majhno, da tega sploh ne vidim, niti na analizatorju. V tem primeru pač porinam prst v naslednjo špulo ali pa zalotam zraven uporček, ne, tako da v bistvu dam energiji neko pot, kamor lahko gre, zato da lahko dobim jaz za oglaševanje to, ne. Tudi pri mikrovalovnih unih na palce, filtrih, ne, porinam prst pa poglašujem ta prvega, ne. No, na tej vhodni odbojnosti lahko tudi lepo vidim, recimo, če se lotam na pamet delati neko sito, ne. Kot smo videli, čist na pamet se ne splača, ne, ker če vmes kar nekaj špule, pa kondenzatorje da bom toliko delež od optimuma, da ne bo nič, ne. Ampak če pa recimo imam nekaj izkušenj, pa se lahko lotem kar tako, da dam špulce, pa potem probam, ne. Zdaj, kako izbrati sklop med odcep na prvi pa zadnji tuljavi, ne. Lahko to vidim na odbojnosti, ne.
Če je ta prav sklop, pa potem bom dobil dobro prilagoditev. Tistih 16 decibelov, recimo, če sem zračunal, če bi šel 0,1, bom dobil tako prilagoditev. Če bom prevelik sklop, bom dobil eno luknjo. Če pa imel premajhen sklop, bojo pa tile takole narazen. Dobro, pa pogledamo nekih praktičnih primerov. Recimo eno sito za 29 MHz narejeno kar s SMD špulcami. To so take navadne fiksne 805 velikosti špulce, pa ene SRD trimerji. No, vidim, da so zgube precejšnje, več kot 5 decibelov. Ampak še vedno je pa to čisto uporabno sito, ker na 29 MHz je zelo pocen, ni problema. Tudi, v bistvu, če bi ga v anteno dal, je tam toliko signala, da to ni problem. Dobil tako mini sito. Ja, jih toliko, da zdaj težko rečem za to firmo, ampak recimo pri dealerjih, tukaj, če gledaš pri Fornelu ali pri RS-u, pa zbiraš tiste špulce, ponovati zraven datasheet, pa pogledaš v datasheet potem, pa imaš noter podatke o Q, se pravi kvaliteta špule, to moraš gledati, pa gledati moraš rezonanco, ki jo ima, tako da ne bi vzel take špulce, ki ima rezonanco, bi rekel, manj kot na 3-kratni frekvenci, kot bi ti rad si to naredil. Tam, kjer imajo pa te špulce svoje rezonance, se si to podreje in ratajo čudne stvari. Ja, rezonanca vse 3-krat višja. Tako, ja. Presuntljivo je recimo, koliko so te elementi, samo da elementi, sploh te mečkani 805 pa 603 pa magari 602 bi šlo zelo, to je toliko mečkano, to bo dobro do 10 giga, potem pa gre gledati datasheet in se zgroziš. Sploh bi rekel, ni 2 pikokonizatorja ali pa 3 konizatorji tam malih velikosti, da to pa bo. Imajo rezonanco še vedno tam na 4-5 giga lahko, tako da se lahko hitro kaj zaplete. Se splača pogledati v datasheete, sploh. Ja. Ja, redkost so to. Ja, seveda, ker to večjo narediš, kot sem rekel, to je odvisno od shranjene energije, večja, ko je shranjena energija, boljši bo Q. Energija je odvisna od gostote polja pa od volumna, gostota polja krat volumen, torej večji volumen, kad dam, boljši Q lahko dobim, ker enostavno imam več prostora, v katerem lahko shranim energijo. Ja, torit je zaradi tega, da lahko daš v škatlo, da ne sveti okrog. Ja, pa... No, bom pol pokazal, evo, bomo videli. Imam jaz to vse. Ne za farit, ampak tako. No, recimo, da namesto tistih SMD špulc, 805, vzamem tele cvišenčke. Tele cvišenčke so tudi SMD cvišenčki, so čisto majčkani, ne vem, koliko so to, 4-5 mm veliki, ker jih je problem najdeti orodje za oglaševati, pa še če ga najdeš, ga pol zelo hitro zmatraš tisto zadevo. Pa če daš lotak, pa ti to na prevelik tisti reflow delajo, vse plastika stopino tudi višno, pa se zapečejo, pa ne moraš vrteti, tako da to je cel kup hecov. No, ampak recimo sem zračunal tako za 2-metrski band s temi špulcami. Zdaj so tudi tele, to je pač ta špulca z odcepom, tako rekoče narejena iz 2 špulc, vse tudi prej je bilo, Ne vem, koliko se vidijo, ampak tukaj le sta 2 špulci, je slaba slika, tukaj se bolj vidi, sta 2 špulci, pa 1 špulca. Tukaj sta pa to pač 2 špulci, no, pa sem pa še spodna špulca, da bom jaz to s fiksno špulco, ker ta spodna je pot manjša, to smo imeli 1:4, pa sem rekel, aha, sej spodaj, pa dajmo fiksno špulco, tukaj lahko točno oglasim tole, da dobim lepo, tukaj vidim, ko sem dal fiksno špulco, seveda ne dobim čisto idealnega oblike odziva. No, se izkaže, da morda imajo tele malo boljši Q od tehle fiksnih špulc, ampak še vedno smo pa tam, bi rekel, SMD kvalitetah. Recimo, tole si to imelo okoli 3 deci izgube, ki je bilo narejeno z temi cvišenčki pa z fiksnimi špulcami.
No, zdaj prej sem rekel, več ko imamo vojo špulca, več ima Q, ne, torej računamo sito za čim višjo impedanco, zato da bi dobili čim daljše špulce, ne, pa čim manjše kondenzatorje. Seveda to ima ja, ne, ko pridemo do tam, ko kondenzatorje zmanjka, ne moramo več podaljšati špulce, ne. In lahko takole za hec sem jaz naredil takele prešiče repke, ne, in sem jih takole zelo tojno naploščal, pa naredil odcep na prvega pa zadnjega in kot vidite, evo, presenetljivo dober filter postane iz tega, ne. Seveda mečko kondenzatorje, ne, tele plehci so tisti, s katerimi sem potem fino, grobo oglaševanje je ščipalka, ne, poščipač, ne, fino oglaševanje pa pol s plehci, ne. 2 metra je to vse. No, oblike teh plehov niso take zato, ker bi mogla biti, ampak ker sem pač neke odpadke pobral pa gor zaloto, ne. Zanimivo, kljub temu, da je to brez ohišja, da lahko bi to sevalo, v bistvu niti ne seva, ne, se pravi, so te gumirepe kantene zelo slabi sevalci, ne, ker če ne bi bila izgube, tukaj bi energija šla v prostor. Seveda je pa precej dalečno okrog polje, to, kar na 10 cm pride z roko, se tukaj že spremeni tole, ne, ampak to je recimo skrajni primer tega, da računamo na vse večjo impedanco, dokler ne zmanjka kondenzatorjev, ne. No, taki filtri tudi so običajni, ne, sam so v škatlicah, ne, to so te helix filtri, se temu uradno reče, ne. No, naslednja stvar, gremo na zračne špulce, ne. Lahko zelo lep filter naredimo, ne, to je ta sklop, ne, z koščki žic, ne, ker pravim, to sem računal spet na veliko impedanco, na 2000 ohmov in tukaj pridejo pol taki v desetinkih pikofaradov kondenzatorje, ne, in jih pač najlažje realiziram takole, pa še fino se jih da oglaševati, ne. Kot sem že prej pokazal, slaba lastnost takih špulc je, da imajo zelo dalečno okrog polje, ne, in tale filter recimo, takole imel okoli 0,6, če sem dal pa tukaj še prehnat pokrov čez, je pa strmo naraslo oslabljenje, ne. Ker so pač to odprte špule, ki rabijo okoli sebe prostor zadihati. No, rešitev so toroidne špulce, ne. Kako se izognemo feritnim izgubam, ne, ja, tako da ne damo ferita, ne. Tole rdeče, kar vidite, v resnici sem vzel star flomaster, pa sem ga rezal ko salamo, ne, takole cak na obročke in sem potem navil na te obročke, ne. Samo zato, ker v zraku bi težko navil tako veliko špule, ne, pač moraš imeti neko stvar, na katero navijaš, ne. Zdaj, če bi bil perfekcionist, mogoče bi uporabil one pepermin bobončke, ki so taki okrogli, pa bi podal to v vodo, da bi se stopil, ne, pa bi dobil čisto lepo zračno špulco toroidno. No, in to je pol končna oblika sita, ne, ki ga je tudi Pavle uporabil v svoji 10 giga postaji. Če ga dam na ploščico, ne, se izgube malo povečajo. Sploh vidite, tukaj sem predvidel SMD kondenzatorčke, pa se je pol izkazalo, da če jih dam tukaj na ploščo, se kar precej povečajo izgube. Jaz sem šel nazaj na tele, bi rekel, štrcel kondenzatorja. Evo, toliko o tom. Še kakšno vprašanja? Tele prosojnice pa fajle te simulacijske sem dal tamle na svojo domačo stran, tako da če kdo hoče, lahko gre tja, si to dol pobere in se igra s simulacijami. Ne, te simulacije so zelo poučna stvar. Priporočam, da se s tem poigrate, ne, ker se človek lahko veliko nauči iz take simulacije. Ni treba lotati, ne, naučiš se pa. Prosim. Glede tistega, da se v trgovini dobi samo določene kondenzatorje. Ja. Kondenzatorje se da skupaj vezati s toredne zaporje. Jo, seveda. Tako. Ja. Lahko. Ni uvere, da ne bi tega počel, ne. So tudi spremljive dobim, lahko dan spremljive pa poglasim, ne. Recimo, jaz imam doma eno sito iz starih Horjulskih postaj, ki so delali v Horjulu, tiste na 36 MHz. Mislim, da je pasovno sito, je 5. in 6. reda in so čisto vsi elementi so uglašljivi, ne. Tako da ne zavidam tistemu, ki je moral to oglašati, ampak lahko pa zelo dobro narediš zadevo, ne. Dobro, če ni več vprašanj.